Meja in mera obzorja. Kontekst in obzorje sta besedi. Obe sta sestavljenki. Prva je poslovenjena beseda latinskega izvora, druga je izvorno slovenska. Prva v najzgodnejših literarnih primerih pomeni združevanje, spajanje, gradnja, a se že v istem času uporablja tudi figurativno in označuje povezavo stvari ali celoto oziroma zgradbo govora ali sosledje črk in tako dalje. In se potem podobno kot njena osnova, beseda tekstus, najprej povsem preseli v literarno vedo, pozneje pa še v večji meri od besede tekstus postane nekakšna splošna hermenevtična kategorija, kontekst. Druga ima manj razgibano zgodovino, govorimo o slovenski besedi obzorje, in ožjo paleto tropične uporabe. Še vedno je povezana s človekovimi čutnimi zmožnostmi, z njegovim vidom, in v slovarju slovenskega knjižnega jezika je njen prvi pomen opisan kot del zemeljskega površja, ki se vidi s točke opazovanja, ali kot najbolj oddaljeni končni del zemeljskega površja. Na drugem mestu pa je tropični pomen obseg, izobrazbe, razgledanosti, znanja. Da se niste zmotili in začeli brati napačno besedilo, napovedano je, da naj bi govorili o problemu nihilizma v kulturi in o poeziji, ima morda kdo že na koncu jezika. Ne, nisem se zmotil. Navidezni ovinek skuša biti samo slikovita bližnjica k jedru teme. Dve besedi sta kot dve nitki, ki štrlita iz roba tkanine, in če v pomenski analizi dovolj dolgo vlečemo, se počasi razpara celotna tkanina naših miselnih vzorcev, tkanina, v katero je ujeto naše mišljenje, naše razumevanje sveta, samopredstave in etični kažipoti. Prva beseda, torej kontekst, je nekako dobrodošla v žargonu pravšnosti sodobne humanistike. Druga, obzorje, se mi zdi ne. V prvi je zaznaven človekov nadzor, človekova dejavnost, kot da gre za njegov produkt. Vzorec sopripadnosti je lahko nakazan v stvareh samih, a tisti, ki ga opazi in dejansko zariše, je človek sam ali pač, kot se danes govori, družba, kultura, zgodovina. Kontekst in njegova logika, njegove meje in odnosi z drugimi konteksti. V vsem tem je vsaj sled človekove aktivnosti, ki razodeva vsaj delno obvladovanje resničnosti, skratka njegovo moč. V drugi besedi, obzorje, pa se, če tudi morda zelo zabrisano in šibko, čuti ravno nasprotno. Skrajni obseg, rob, meja človekove zmožnosti. Najprej vidne in potem v tropični rabi tudi vednostne, miselne in končno vsakršne, tudi bitne. Predlog kum ali kon v besedi kontekst sugerira združevanje, povezovanje, nekakšno osrediščenost, katere korelat so meje konteksta. Onkraj konteksta, tako tiho sugerira mit o preglednosti sveta, so drugi konteksti. Za njihovo raziskovanje veljajo druge procedure, misel se po njih giblje drugače, vendar vedno po zanesljivih, če tudi zahtevnih poteh. Kontekst vselej zagotavlja in določa orientacijo v skladu s svojo naravo in pragmatiko življenjske situacije. Negotovosti, ki se porajajo znotraj kontekstualizirane resničnosti, so vedno povezane s konstitucijo konteksta, zvedljive nanj in v njem razrešljive. Toda kaj zagotavlja kontinuiteto resničnosti in življenja med izjemno različnimi konteksti? Kaj takega je v vseh njih ali onstran njih? Kaj povezuje njihove različne resničnosti in, da tako rečem, logike miselnega gibanja, razen prepričanja, da povsod vlada nekakšen red, po katerem se ustrezno miselno gibanje lahko uspešno, zlasti pragmatično in utilitarno uspešno orientira. Ali je to sploh kaj, kar presega človekov pragmatični interes in utilitarni čut?
Vprašanje se zaostri, ko pomislimo na zelo realne primere nekompatibilnosti in protislovja med posameznimi življenjskimi konteksti. Na to, da orientacijski senzori v različnih kontekstih napotujejo v različne smeri. Tu je zdaj en kup primerov iz, ko bi rekel, bolj otipljivega realnega sveta, kjer hočem pokazati, da ne gre zgolj za pač neko umovanje, izbiro dveh besed, ki omogočata pač potem neko igro argumentov, ampak da gre za zelo realne stvari, ampak ker jih je najbrž preveč, jih bom nekoliko skrčil v tem prikazu. Racionalistična sodobna kultura, ki implicitno ali eksplicitno odreka ontološko legitimnost skrivnosti bivanja, po eni strani vztraja pri sploščeni podobi realnosti, množi raziskovalna polja in analitične tehnike in tako rekoč zanika pomen narave za človeka. Na drugi strani pa dandanes okrog nas vznikajo temu diametralno nasprotne, pravzaprav globoko reakcionarne in atavistične ideje zavračanja tehničnega napredka in ideje čaščenja narave. S temi protislovji je zaznamovano tako družbeno kot individualno življenje. Vloge, ki jih igramo, nas pogosto pošiljajo zdaj v eno, zdaj v drugo smer in neredko s tem, kar počnemo popoldan, izbrisujemo to, kar smo storili dopoldan. Iz ultramodernih palač v kapitalističnih metropolah prihajajo obsodbe zahodne tradicije in idealiziranje proletarske kulture. Teoretično proizvedeni etični absoluti se od tam projicirajo v kolonistična obrobja, kjer je ljudem v tej predstavi dovoljeno igrati samo ponižujočo vlogo moralnih fetišov za napredno okolje, ki je izgubilo etično orientacijo in se neredko izživlja v nekakšnem sofisticiranem miselnem flagelantstvu. Okolje je pogosto sakralizirano ali celo personificirano. Predstavljeno je kot človekova žrtev in ne kot del narave, ki ga človek uporablja v svoj prid ali ga ugonablja v svojo škodo. Medtem kot celotna narava, ki pravzaprav okolje pripada, ni le ravnodušna do človeka, ampak ga predvsem, če ogledamo naravo kot vesolje, tako presega, da predstavlja zanj človek pravzaprav komaj opazen problem. Že dolgo tega sem zasledil na primer idejo, da je treba progresivno naravnano mišljenje ohraniti dan danes v novih pogojih ekološke zavesti in tako dalje, tako da se prilagodi novemu položaju in se usmeri v iskanje okolju prijaznih načinov proizvodnje. To je v redu, vendar težko, kajti bojevita imperialistična psihologija obvladovanja, kakršna je pač značilna za modernistično mentaliteto, je nekompatibilna ali pa težko kompatibilna z idejo sonaravnosti, sobivanja z nečim, kar nisem jaz sam, in pri takšni usmeritvi ne more proizvajati enakih količin miselne in moralne energije, saj je v tem, glede tega v temeljnem nasprotju s samo seboj. Rezultati teh nasprotij med kontekstualnimi razumevanji življenja postajajo, kot vsi vemo, beremo, slišimo, že boleče otipljivi. Trend popolne elektrifikacije življenja teče v povsem nasprotno smer kot recimo fundamentalni ekološki trend. Pomanjkanje virov električne energije za uresničevanje digitalne družbe potiska v stran radikalne ekološke vizije in zahteva vse bolj vrnitev k ravno najbolj problematičnim oblikam črpanja energije, kot so, na primer, kot je premog in termoelektrarne, ki so
z njim povezane. Skratka, tok progresivizma, ki nosi zahodno družbo, se na tem mestu obrača presenetljivo in proti samemu sebi v preteklost. Takšne so popreproščeno povedane posledice tega, da kontekst nadomesti obzorje. Ali še bolje, da drseči tok različnih in pogosto celo protislovnih kontekstov obvelja za obzorje, za mejo vidnosti in resničnosti. Da obzorje zastre, heideggerijansko rečeno, karneval idolatrije, karneval moči, ki potrjuje avtonomno strukturo zaprtega sveta. Sprevod, ki se giblje zdaj sem, zdaj tja, nikoli ne miruje, je vedno na pravi poti in vedno izgubljen, kot to sijajno opiše kolega Miroslav Gudovič v knjigi De Profundis. Kaj pa je potem takem obzorje? Kako ga lahko mislimo izven takšnega ali drugačnega konteksta? Je to sploh mogoče? Najprej seveda v izogib nesporazumom. Človeško življenje se ne more ohranjati, kaj šele izboljševati brez delitve in zamejitve posameznih sfer resničnosti, skratka brez kontekstualizacije. To je jasno. A ta pragmatična nuja zamejenosti ne more spremeniti globoke resničnosti obzorja. Grški izraz, ki velja za ekvivalent besede obzorje, je horizont. Približen ekvivalent. Beseda, ki ima slavno filozofsko zgodovino in mnoge posebne pomene v različnih vedah, je skrajšana oblika besedne zveze horizon kyklos, kar pomeni omejujoči krog. Krog ne toliko v smislu geometrijskega lika, kot v smislu celote, kakor se to na primer izraža v slovenskem glagolu zaokrožiti, ki ima med drugim tudi pomen narediti, da kaj postane skladna celota. Obstoj celote torej predpostavlja nekakšno smiselno povezanost, a na čem le-ta temelji. In kaj je ta celota? Celota bivajočega, svet, resničnost, kaj je to? Vse. A kaj je to vse? Vse pišem v narekovajih. Vse ni seštevek celot vseh kontekstov in to vse nima konteksta. Je lahko vse kontekst vseh kontekstov? Takšna je pravzaprav sizifovska predpostavka ideologij, ki namesto tega vse postavljajo, to so znane zgodbe, neko teorijo, neki model realnosti, ki mu prirejajo vso dejansko živo resničnost. Ampak kar celoto v resnici določa, je njena meja, meja njenih možnosti. Obstoj celote torej predpostavlja nekakšno smiselno povezanost, določen pa je predvsem z njeno mejo. Toda glede na kaj je postavljena ta meja in kaj je onkraj nje? Kaj je onstran obzorja vidnega in misljivega? No, pogled v obzorje z tega mesta opisuje neko slovit pasus iz Nietzscheve Volje do moči, kjer pravi: to je namreč merilo moči, do kakšne mere nam uspe glede samih sebe spoznati, da obstoji samo videz, da so laži neizogibne in ne propasti. V tej meri bi nihilizem kot zanikanje resničnega sveta in biti lahko bil božanski način mišljenja. Konec citata, ki ga najbrž poznate bolje od mene. Pustimo ta hip ob strani vprašanja, kaj je videz ontološko, če vendarle obstaja, in kaj smo mi, če kljub temu, da obstaja le videz, lahko nekaj počnemo in upamo na to, da ne propademo.
In če imamo vendarle moč nekaj spletati, pa čeprav so to laži. Misel je ostra in izzivalna, ker gre do konca, ali vsaj blizu konca. Tako zlasti, če jo dopolnimo še z neko drugim odlomkom, ki stoji v volji domoči tik pred navedenim. Najbolj skrajna oblika nihilizma bi bil pogled, po katerem mora biti vsako verovanje, vsako spoznanje, da je nekaj resnično, zmotno, ker resničnega sveta sploh ni. Potem takem je perspektivična utvara, ki izvira iz nas, ker stalno potrebujemo višji, nenatančno poenostavljeni svet. Takega pogleda, to je seveda konec citata, takega pogleda ne zmoremo. Kot majhni plašni bogovi skačemo iz plovečega otočka enega konteksta na ploveči otoček drugega konteksta, ki jih tokovi resničnosti odnašajo v različne smeri in smo vedno na trdnih tleh prividne resničnosti. V pravo resničnost, recimo temu tako malo ničejansko, v tekoči ocean praznine, nas je strah upreti oči. Zdaj poznamo tudi znamenite Nietzscheve besede, ki pa so zapisane še bliže na začetku volje domoči. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Dosežen je občutek brezvrednosti, ko doumemo, da skupne narave bivanja ne moremo interpretirati, ne s pojmom smotr, ne s pojmom enotnost, ne s pojmom resnica. S tem nič ne dobimo in ne dosežemo. Manjka presežna enotnost v mnogosti dogajanja. Narava bivanja ni resnična, je zlagana. Pravzaprav sploh nimamo več razloga, da si dopovedujemo sintagmo resnični svet. Te Nietzscheve kirurško natančne besede je poljski mislec in pesnik Czesław Miłosz komentiral z naslednjim stavkom. Vsi sodelujemo pri spremembah svetovnega nazora, ki niso odvisne od naše volje, in skušamo blažiti njihovo radikalnost s tem, da stvari ne domislimo do konca. Le redki imajo dovolj poguma, da si drznejo izreči brutalno preproste resnice. To je na nek način velika resnica, te Milošove besede, ki je komaj kaj dodati. Pa vendar. Z tistega Nietzschejevega razgledišča, na katerem je prepovedal vero v kakšen resnični svet, tako rekoč, je vendarle mogoče uzreti, kot pravi Nietzsche sam, edino realiteto. To je realnost nastajanja. Vse, kar je torej ta realnost in ta realnost je vse, kar je. Dinamično pretakanje in premetavanje bivajočega v samem sebi, brez začetka in konca. Res brez začetka in konca? Odkot nam potem možnost, da si lahko zamislimo njegov izvor in ponor, ki se stekata v eno onkraj misljivega? In kaj je to, da pred njim, pred tem izvorom, ponorom, lahko trepetamo ali pa po njem celo koprnimo? Kako res vemo, da vse to bitno dogajanje nima meje? Ne poznamo je, ker se biti ne dotikamo ne s čuti in njihovimi podaljški, ne z mislijo, temveč s tem, da smo. Tisto vse, o katerem je bila prej beseda, postane vse, postane živa celota, ko se ob meji neznanega, radikalno neznanega, bivajoče nekako zgrne, kakor stisne drug k drugemu in utripa in se preliva. To prelivajoče se in utripajoče vse ni dinamično le znotraj meje, ker črta obzorja ni statična. Je meja, ki potuje s človekom.
Človeško življenje v vseh razsežnostih se namreč vselej dogaja v nekem obzorju, ki zamejuje vse bivajoče. To obzorje človek ali družba, katerikoli izraz uporabimo, zato po eni strani določa sam s svojim pogledom, obenem pa se mu le to vedno zastavlja kot neprestopna, pa čeprav premična meja. V tem se nazorno izraža transcendentnost resničnosti. Ta je tisto, kar nas neposredno zadeva, kar to vidimo, ali pač kakorkoli že bitno zadevamo, ob to miselno bitno. Sredi česar ves čas živimo, ker obzorje vedno je, obenem pa se nenehoma izmika našemu zajemu in se nam odteguje v skrivnost. Tako razumljena transcendenca, ki jo tako rekoč vsakdanjo izkušamo, sicer načelno relativizira domet vsakršne raziskovalne misli, vendar ji ne odvzema smisla, temveč ji prej nasprotno zastavlja zmeraj nove cilje. Seveda se tu zastavi vprašanje, kakšno zvezo ima tako opisana antropološka in ontološka resničnost s človeško bivansko in smiselno orientacijo. Bolj preprosto rečeno, ali iz tega opisa sledi kak konkreten etični napotek. Vprašanje je razumljivo, ker kot že omenjeno, ljudje ne moremo živeti brez deljenja resničnosti na kontekste, v katerih delujemo s propozicionalnim mišljenjem. A tisto, kar samo nima konteksta, je lahko kontekst vsemu, samo tako, da kaže na domet kontekstualiziranja in na meje propozicionalnega mišljenja. Na bolj preprosto povedano, na negotovo mejo oblik sveta in nas samih. To je seveda starodavno spoznanje, ki so ga najrazličnejše kulture artikulirale na najrazličnejše načine. Že prej omenjen Gnothiseauton spoznaj samega sebe, sodi sem, memne so antroposon, pomni, da si človek, timor dei, initium sapientia in tako dalje. Ampak artikulacije v tem primeru niso formulacije, ki bi omogočile propozicionalno zajetje in pretvorbo v kontekst, temveč so samo zaris ali bolje obris odprtega sveta. In to temeljno spoznanje lahko obstaja samo tako, da prežema mentaliteto, obstaja kot nekakšno temeljno občutje ali samo občutje, ki obenem relativizira vse kontekste in jih povezuje. Jim daje celo v nekem smislu, globlji smislu, namenoma sem malo poigram s besedo, čeprav mislim, da ni sama sebi namen ta besedna igra. Skratka, globlji smisel, ki pa ostaja vselej skrit v uganki obzorja, ki pač preprosto vedno je, kamorkoli se obrnemo s odprtimi ali zaprtimi očmi, vedno je obzorje. In zdaj, če izkoristim tistih 5 minut kasnejših, ki smo jih pridobili s kasnejšim začetkom in šele preidem pravzaprav k napovedanemu elementu tega prispevka, to pa je poezija. Torej, v sodobni civilizaciji, ne le kulturi, se dogaja prav nasprotno. Odvrača se od obzorja. Obzorje se praviloma, kot že povedano, nadomešča s konteksti. Če pomeni orientacija v etimološkem ključu tudi obračanje k nedosegljivemu izvoru, orientacijo prihaja od orior, izviram, vzhajam, in uravnavanje mišljenja po njem pa je odvračanje od njega očitno dezorientacija, izguba občutka za to globinsko sliko resničnosti, ki ima obzorje, kar ima za posledico frenetično proizvodnjo ontoloških in etičnih surogatov tega obzorja.
Eden najsubtilnejših senzorjev tega dogajanja je, kot pogosto v zgodovini, poezija. In vse, kar je v družbi povezano z njo, recimo tako poetična in literarna zavest. Ne govorim o vsej poeziji, poezija je homonimna beseda in pomeni lahko marsikaj. Govorim o nekem pomenu, v katerem se mi zdi se ta beseda nekako kot dominantna uveljavlja ali vsiljuje v tem kulturnem momentu. Izjava neke socialno-propulzivne pesnice, nomina sunt odiosa, da zanjo ni bistvene razlike med pisanjem poezije in sociološke razprave, je zato, kar sem govoril, emblematična. Politisch Lied, ein garstig Lied, niti ne, tu ne gre samo za estetsko vprašanje, ali je zdaj politična pesem odurna pesem ali ni. Ampak ne gre samo za estetsko vprašanje, ki bi ga digitalni proletarci tako ali tako prezirljivo zavrnili in sprevrnili v ironični moto svojega z retoriko modernističnih fraz stiliziranega političnega diskurza. Gre za veliko več, gre za ontološko in antropološko redukcijo, za radikalno družbeno kontekstualizacijo vsega bitnega obzorja, zato da se ontološki prostor možnosti poezije zavzame in zazida in postane prostor političnih pravljic. Ganljivih, smešnih, zafrkantskih, morbidnih, brutalnih, ciničnih, strastnih, polnih obtoževanja in nevednosti. V njih je skratka mogoče najti vse, razen vsega. Tistega vsega, ki se pokaže z obzorjem, k kateremu se človek izteguje vedno za manj, a pri tem govori nenavaden, od vsega drugačen jezik, ki se je od nekdaj imenoval poezija. Mogoče se je zdaj to spremenilo in pomeni ta beseda nekaj drugega. Poezija, kot homonim. Nič za to. Vrtnica diši ne glede na to, kakšno ime ji damo, pa tudi brez njega. In tudi vse je še vedno tu, vse je zmeraj tu. Včasih si najde bivališče v hiši iz besed. Eno najlepših bivališč mu je zgradil človek čudnih protislovi, pesnik Pablo Neruda, recimo v pesmi Non tan alto, ne tako glasno. Od časa do časa in od daleč se moraš potopiti v grob, piše na njenih vhodnih vratih. Pesem je kar dolga in ko izstopiš iz nje, te pospremijo besede. Sem učitelj življenja, len učenec smrti. In če ti to, kar vem, ne koristi, nisem povedal ničesar, ampak vse. Hvala lepa.